enkrat na našem odzivu na imenovanje Senata protikorupcijske komisije. Kot veste, je pred nekaj dnevi predsednik Republike podpisal imenovanje Senata KPK-ja. Moram reči, da smo mi ves čas postopka bili precej zaskrbljeni, kajti razen javnega poziva je pravzaprav vse potekalo izredno skrivnostno, zaprto. Že na ta prvi javni poziv, ko je izbirna komisija izbrala dva namestnika predsednika Senata za preprečevanje korupcije, niso bili objavljeni nobeni podatki o osebah, ki so izpolnjevale pogoje, niti ni bilo danih nobenih posebnih argumentov, zakaj sta bila ravno tista dva, ki sta bila izbrana, izpolnjevala pogoje. Prav tako takrat izbirna komisija, niti urad predsednika Republike ni objavil, zakaj nihče izmed prijavljenih kandidatov za predsednika Senata za preprečevanje korupcije ni bil izbran, kljub temu, da je bilo prijavljenih več kandidatov in da tudi več kandidatov izpolnjevalo pogoje. Mi smo 29. oziroma sam sem 19. februarja na predsednika Republike poslal poziv, dopis, v katerem sem mu predlagal, da glede na to, da je bil objavljen javni poziv, da gre za opravljene funkcije, lahko rečemo tudi nekaj vrste posebnega pomena, da se vsi ti podatki na spletni strani urada predsednika Republike objavijo o vseh tistih kandidatih, ki so bili prijavljeni, o tistih, ki izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo pogoje, in pa seveda o razlogih, zakaj izbirna komisija ni izpeljala postopka do konca. Do danes pa je minilo skoraj mesec dni od iz urada predsednika Republike, nisem dobil nobenega odgovora. Zdaj, na ponovni poziv za predsednika Senata Komisije za preprečevanje korupcije se je prijavilo tudi več kot 10 kandidatov, 10 jih je izpolnjevalo pogoje in izbran je bil pač kandidat, ki je očitno ustrezal predvsem političnim kriterijem. Že ko smo obravnavali v Državnem zboru nekatera vprašanja kadrovskih politik, sem vprašal tudi predsednico oziroma članico komisije iz Državnega zbora, da bi poročalo o postopkih izbire članov protikorupcijske komisije, pa tega ni želela storiti in tudi ni hotela pojasniti, zakaj ni bil nihče primeren. Zdaj, da je postopek tekel tako, kot je tekel, to se pravi predvsem po političnih kriterijih, je pravzaprav bilo moč predpostaviti že iz sestave izbirne komisije. Namreč 3 od 5 članov izbirne komisije imenuje vladna koalicija. Uradniški svet je sestavljen oziroma predstavlja, ustanovi Vlada Republike Slovenije, to se pravi beri Vlada Alenke Bratušek. V imenu vlade so imenovali generalno sekretarko vlade, to se pravi gospod Tanjo Šarabon. V Državnem zboru pa je koalicijska večina izbrala dvakrat predsednico mandatno-volilne komisije iz vrst Pozitivne Slovenije Melito Župevc. V tem zadnjem delu, ko se je izbiral še predsednika, je v ta del vladne koalicije očitno stopila tudi predstavnica civilne družbe, se pravi gospa Simona Habič, predsednica društva Integriteta. Zdaj, jaz mislim, da so vse te stvari, ki so se dogajale, so precej problematične. Zdaj, očitno je bil imenovan kandidat, ki je izpolnjeval pogoj politične primernosti za predsednika komisije, gospod Štefanec, kot beremo,
je bil član Pozitivne Slovenije skoraj do dneva imenovanja za predsednika Senata Komisije za preprečevanje korupcije. In kar je pravzaprav še bolj problematično, je to, da so se ob tem pojavili številni zapisi, da izbrani kandidat, ki bo opravljal eno izmed pomembnih funkcij, ni bil primeren niti za opravljanje funkcije notarja, niti sodnika, to se pravi za opravljanje dveh pomembnih funkcij v pravosodnem sistemu. Zdaj očitno gre v tem primeru za nadaljevanje metod in postopkov dosedanjega dela obeh predhodnih mandatov senatov za Komisije za preprečevanje korupcije. In očitno gre v tem primeru tudi za to, da bodo delali oziroma izvajali pravzaprav naloge, ki se bodo pojavile nekje, ko da prihajali nekje iz ozadja. To se pravi, Komisija za preprečevanje korupcije bo v bistvu neke vrste organ za sankcioniranje političnih nasprotnikov. Zdaj, če ob tem omenim, da je bila že tista prva Komisija za preprečevanje korupcije, ki je bila ustanovljena leta 2004, imenovana kot posledica afere, ki jo je povzročila Ropova vlada s podpisom s prodajo sistemske tehnike Viator Vektorju, brez javnega razpisa, in pa s podpisom pismo nameri za izdelavo 8 kolesnikov v sistemski tehniki. Takrat se je razvila huda polemika in takrat je bil v bistvu odgovor Ropove vlade na to, da je sprejela zakon o preprečevanju korupcije in pa ustanovila komisijo, na čelo pa imenovala Draga Kosa, sicer brata odvetnika sistemske tehnike. Že takrat je šlo v tem delu po našem mnenju za to, da se je torišče dela Komisije za preprečevanje korupcije preusmerilo iz dela, v katerem je bila vpletena Ropova vlada, in se je preneslo na naslednico Ropove vlade, na Janševo vlado, ki pa je v primeru 8 kolesnikov izpeljala mednarodni razpis. Se pravi, ni bilo sporno prodaja sistemske tehnike za majhne denarje političnemu sopotniku predsednika vlade in takrat večinskega dela vlade. Ni bilo sporno pismo o nameri od ocenjeni vrednosti cirka 300 milijonov evrov za izdelavo 8 kolesnikov, ampak je bilo sporno predvsem mednarodni javni razpis in pa seveda izbor ugodnejšega ponudnika za 8 kolesnike. Zdaj, pri imenovanju senata druge komisije, ki je bila potem ustanovljena že na osnovi novega zakona o integriteti, je že samo imenovanje bilo pospremljeno s škandalom. Namreč eden od izbranih članov, to je gospod Jože Končan, sicer zaposlen v Državnem zboru, je odstopil in tudi javno povedal, da zaradi političnih pritiskov na način dela novega senata za preprečevanje korupcije. Takrat je ta zadeva šla pravzaprav relativno enostavno mimo, imenoval se je nov tretji član senata za preprečevanje korupcije, to je bila gospa Selinškova, in na ta način se je na nek način zaprlo to zgodbo o politično motiviranem delu Komisije za preprečevanje korupcije. Tudi vsi tisti, ki ste spremljali delo Komisije za preprečevanje korupcije, ste v sestavi senata gospoda Klemenčiča oziroma v zadnji sestavi, ste lahko pač imeli priložnost spremljati, da je ta komisija posvetila izjemno veliko pozornosti raznim drobnim zadevam, predvsem članov, pripadnikov Slovenske demokratske stranke, ni bilo pa narejenega nič pomembnega na področju preganjanja organiziranega kriminala, sistemske korupcije in tako naprej. Ta senat te komisije
se je pač pohvalil, da je na veliko raziskoval probleme v bančništvu, v zdravstvu, opozoril na ne vem kakšne veliko luknjo, vendar istočasno ta senat, ki je zavezan tako zelo transparentnosti, ni zmogel objaviti niti enega imena z področja korupcije v zdravstvu ali pa predvsem korupcije v bančnem sistemu. Mislim, da je, kar zadeva samo izbirno komisijo, problematično tudi to, da je članica te izbirne komisije iz kvote Državnega zbora gospa Melita Župevc. Problematično ne samo zato, ker s tem ni bila zagotovljena pluralnost te komisije, to se pravi, da bi tudi opozicija dobila svojega člana v izbirni komisiji, ampak tudi zato, ker je bila gospa Melita Župevc že v tem mandatu pletena vsaj v ta škandal s podpisi pod zahtevo za referendum, tako za tako imenovano slabo banko in tudi za Slovenski državni holding. Če boste pozorno pogledali njene podpise prej tam, potem njene podpise pod zahtevo za Slovenski državni holding in sedanje njene podpise, potem ko je ta zadeva nekoliko potihnila, boste opazili očitno razliko v tem podpisovanju. Po drugi plati je gospa Melita Župevc tudi partnerica nekdanjega predsednika vlade, gospoda Ropa, ki je bil tudi, kot sem v uvodu povedal, pleten v zgodbo s sistemsko tehniko in pa s pismom o nameri. In iz tega naslova pravzaprav ni pričakovati kakšnih posebnih bistvenih odmikov. Menim tudi, da je veliko napako naredil tudi predsednik republike, gospod Borut Pahor, predvsem zato, ker je bil seznanjen s politično preteklostjo predsednika senata, ki ga je on imenoval in na tem področju ni storil nič pomembnega. Se pravi, ni se odločil za to, da ne podpiše senata komisije, ni zavrnil tega, ampak je mirne duše tako sestavo podpisal. Zdaj očitno je, da je politična pripadnost bil pravzaprav ključni motiv te izbirne komisije, drugače si tega postopka ne da predstavljati. In čeprav se nekateri člani izbirne komisije branijo, da nikjer ni napisano, da ne smejo za KPK kandidirati člani političnih strank, se potem postavlja vprašanje, zakaj pa je gospod Štefanec sploh odstopil ali pa izstopil iz Pozitivne Slovenije dan ali na dan imenovanja, če ni to problematično. Potem bi lahko mirne duše ostal še naprej član Pozitivne Slovenije. Zdaj, kar zadeva podlago, na kateri je ustanovljena ta komisija, to je Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, lahko ugotovimo, da je ta zakon pravzaprav eno navadno skrpucalo, je predmet presoje na Ustavnem sodišču. Celo tisti, ki so ta zakon sprejemali, poslanci Slovenske demokratske stranke ga nismo, kot je recimo predsednica Mandatno-volilne komisije gospa Melita Župevc, ga ne znajo uporabljati. Kajti v letu dni, več kot letu dni, ni uspela zaključiti niti postopka nadzora nad premoženjskim stanjem predsednika Gorana Klemenčiča. Mi smo, če se ne motim, januarja lani vložili zahtevo za nadzor nad njegovim premoženjskim stanjem. Gospa bo vsak čas predsednica leto dni Mandatno-volilne komisije in tega postopka ni zaključila. To se pravi, da je pravzaprav tudi po svojem dosedanjem delu obremenjena z nadzorom nad premoženjskim stanjem članov Komisije za preprečevanje korupcije in ne izvaja svoje naloge po zakonu o integriteti. Zdaj, kot sem prej omenil, je zakon o integriteti in tudi poslovnik Komisije za preprečevanje korupcije oba sta predmet ustavne presoje. Zdaj, kakšen bo zaključek, sicer ne vemo, vendar najbrž bo Ustavno sodišče moralo odločiti, kajti po tem zakonu pravzaprav zoper
mnenje komisije ni nobene možnosti, nobene pritožbe. Komisija, kot rečeno, opravlja politične naloge sedanje koalicije za obračunavanje s političnimi nasprotniki in zato sem mnenja, da je bolje, da to komisijo ukinemo, zakon odpravimo in pristojnosti te komisije prenesemo na bolj kredibilne institucije, kot so to recimo tožilstvo, kot je policija, kot je davčna uprava, računsko sodišče in tako naprej. Skratka, imamo nekaj institucij, ki uživajo zaupanje in v teh postopkih pred temi institucijami je možno uporabiti tudi vsa pravna sredstva. Skratka, postopek, kot je bil uporabljen pri imenovanju senata KPK, je povsem netransparenten, prikrit, skrit očem javnosti in tudi politike. In tako početje tistih, ki so pri tem sodelovali, je vsega obsojanja vredno. Hvala lepa.